Ok, kako pa dvigovati bremena takrat, kadar ne moramo uporabljati bodi si predklona, bodi si počepa? To lahko naredimo na različne načine, ki so izjemno praktični v vsakodnevnem življenju. Recimo primer. Imamo nekaj različnih obremenitev. Nosite torej različne gajbe, nosite različna bremena, ki so različnih oblik, škatle, potiskate vozičke, dvigujete otroke doma, delate na vrtu in tako naprej. Torej, kadar ne morete uporabljati počepa ali izpadnega ali predklona, uporabite izpadni korak. Izpadni korak je odličen način pobiranja bremen. Namreč greste nazaj in v bistvu primete breme, si pomagate z roko in se dvignete nazaj gor. Seveda to zahteva neko mero moči. Ampak, glejte, če ne morete upraviti izpadnega koraka, da nimate dovolj moči za to, je to dober znak, da začnete delati te vaje, ki so v tej knjižici. Vse te gibalne vzorce se morate naučiti, vse te vaje se probajte naučiti. Zakaj? Ker na ta način boste delovno bistveno bolj storilni. Namreč pri vašem delu delate tudi fizično, bodi si doma, bodi si v službi. In če nimate sposobnosti narediti niti takšnega izpadnega koraka, da vam je že tokrat zelo težko, potem je to dober znak, da morate čim prej začeti. Torej, izpadni korak, odličen način za bodi si zavezovanje čevljev, bodi si pobiranje bremen. Izpadni korak je nazaj, lahko na katerokoli nogo. Potem imamo še drugi način pobiranja in sicer, kadar imamo kakšna težja bremena na tleh. Ali pa če rabite na tleh dlje časa biti. Namesto, da ste takole sklonjeni dolgo časa, pojdite raje na kolena. Pojdite na kolena, dajte si kakšno stvar pod koleni in boste na tleh lahko spucali kakšne madeže ali pa boste mogoče kakšno obremenitev lahko dali takole na koleno gor. In, a vidite, na ta način tudi težko breme, da še enkrat pokažem, torej greste na kolena, si date breme takole na koleno in potem dvignete. Torej, zelo preprosto, vidite, breme zdaj počiva na nogi, ga stisnete k sebi, da stabilizirate in se dvignete gor in nosite breme. In ko ga odložite, namesto da greste tako dol, greste lahko dol tudi takole v izpadnem koraku in s kolenom nazaj. Torej, želim vam veliko sreče, pa kaj? Veliko pozornosti in seveda energije. Torej, vse te stvari, ko vam jih kažem, morate delati s pozornostjo, z ljubeznijo, tako kot vse v življenju. In uspeh bo zagotovljen.